Džanang Čigong znanost. Izvleček iz skripte Društvo za kakovost življenja Leteča želva. 9 značilnosti Džanang Čigonga. 8. značilnost. Džanang Čigong uporablja zunanji či za zdravljenje bolezni brez izgube ali škode na lastnem čiju. Večina sistemov čigonga mobilizira Dantian či, da pošlje ven či za zdravljenje. Osebe, ki to vadijo, morajo vaditi, dokler Dantian či ni dovolj poln, šele potem lahko oddajajo či za zdravljenje. Kadar oddajajo či za zdravljenje preveč ljudem, se lahko njihov lasten či izgubi in poškoduje. Za ljudi, ki so vadili metodo zaprtih sistemov v preteklosti, je bilo oddajanje Dantian čija izjemen tabu, saj so se bali, da bi to motilo njihov napredek. Džanang Čigong uri Hunyan či. Kadar vadimo z našim lastnim Hunyan čijem, mobiliziramo Hunyan či narave, da istočasno deluje na naše zdravje. Metoda prvega nivoja, dviganje in spuščanje čija, je metoda absorbiranje in zbiranje čija. Absorbiranje, zbiranje in oddajanje Hunyan čija narave v notranjost našega telesa nas lahko ozdravi, okrepi in osvobodi bolezni. Če namesto tega oddajamo či drugi osebi, bi zbirali či, da ga oddajamo v notranjost telesa druge osebe. To se imenuje oddajanje zunanjega čija za zdravljenje drugih ljudi. Zato je oddajanje zunanjega čija za zdravljenje vadba, ki se imenuje vstopa skozi vrata, osnovna vadba v Džanang Čigongu. Ker či, ki ga uporabljamo za zdravljenje, ni naš lasten Dantian či, ampak Hunyan či narave. Naš lasten či ne bo ne izgubljen, ne poškodovan. Oddajanje zunanjega čija za pomoč zdravljenja drugih je tudi postopek vadbe lastne sposobnosti mobiliziranja Hunyan či narave. Nivo gong fuja neke osebe, naj bo visok ali nizek, se kaže v nivoju zdravja lastnega telesa in uma, kot tudi v zmožnosti mobiliziranja notranjega in zunanjega čija. Če je naša sposobnost mobiliziranja zunanjega čija zelo dobra, to kaže, da je sposobnost zavesti uma, da uravnava či, višja. Kadar oddajaš či zase ali za zdravljenje samo ene osebe, razmišljaj v srcu in umu samo o sebi ali o tej eni osebi. Ko organiziraš či polje za več kot eno osebo, naj bo za 10 ali več 100 ljudi, boš moral misliti na 10 ali na več 100 ljudi. To terja uporabo zavest uma za zbiranje in mobiliziranje Hunyan čija vseh prisotnih in univerzalnih Hunyan či in potem to integrirati v eno celovito či polje za zdravljenje. To izjemno okrepi zmožnost zavesti uma, da mobilizira Hunyan či. Zato oddajanje zunanjega čija za zdravljenje lahko pomaga okrepiti sposobnost te osebe pri tej vadbi. Skozi leta testiranj in raziskav Džanang Čigonga so se ta dejstva izkazala za pravilna. V vsakem delu sveta imajo vsi učitelji in učiteljice Džanang Čigonga učence, ki niso bili zdravi, preden so začeli z vadbo. Stare in krhke ljudi, bolehne osebe in posameznike z zelo resnimi obolenji. Po vadbi so okrevali. Mnogo od njih je šlo na druge kraje, da bi širili in učili Džanang Čigong, in ko so organizirali či polje za poučevanje in zdravljenje, so njihova telesa postala vse bolj zdrava in tudi njihov gong fu se še naprej dvigal. Mnogi od njih lahko danes oddajajo či za zdravljenje zlomljenih kosti, pri čemer se kosti lahko zarastejo v minuti ali do 2. Pri Džanang Čigongu ima uporaba zunanjega Hunyan čija za zdravljenje poprej omenjene razlike v primerjavi z mnogimi drugimi sistemi čigonga, ker so teorije in metode različne. Prav tako je to ena od 9 značilnosti Džanang Čigonga. Hun-Yuan Ling Tong Ha